Še 14 dni do 3 tedne bodo lastniki jeklenih konjičkov, ki stanujejo na ogroženih območjih, trepetali za svoja vozila. Kune so se namreč iz svojega primarnega okolja naselile v urbana mestna središča. Katero je natančno tisto obdobje, ko dobite na popravilo največ vozil, ki so jih poškodovale kune? Ja, dejansko se ugrizi kun začnejo od začetka paritvene obdobja, to pomeni prvih pomladanskih mesecih pa nekje do konca avgusta, ker se to paritveno obdobje konča. Podobno zgodbo slišimo pri zavarovalnicah. Opažamo, da se število škodnih zahtevkov v primerih, ko ti pač škode povzročijo glodalci, povečujejo. Res je, da je v masi vseh škod je to še vedno pravzaprav zanemarljiv odstotek škod, ampak indeksi rasti so pa pravzaprav zelo, zelo visoki iz leta v leto. In v katerem obdobju, natančno v katerih mesecih opazite največ škod? Ja, dejansko, to se nam dogaja spomladi oziroma poleti, ko se pač živali parijo, ko se gnezdijo in podobne zadeve. O kakšnem številu vozil govorimo? Ja, to je zelo težko reči, bom rekel, ampak je 2-3, tudi 2-3 na dan, lahko pride tudi 5-6 avto. In odkot so ta vozila? Z mesta, primestja? Večina so obronki Pohorja, z podeželja in pa tukaj, bom rekel, Borova vas, Nova vas, ki se tiče v okolice Maribora. Kune so zelo radovedne in prilagodljive male zverinice, ki so pač v mestih najdle svoje neko nadomestno okolje, najdejo tam dovolj hrane, dovolj svojega življenjskega prostora, kjer polegajo mladiče. V Mariboru so zelo recimo razširjene kune, recimo potem, ko gostilne zaprejo, pa če je pogled še dovolj oster, sence, ki tekajo čez cesto, niso vedno mačke. Kakšno škodo pa povzročajo kune? Zelo težko je reči, kakšno škodo povzročajo, lahko zelo veliko škodo, škoda lahko presega tudi 1000 evrov. Ugrizi so pa največkrat na inštalaciji in pa na vodnih ceveh, tako da tudi voznika takoj opozori, da je lahko otežena vožnja. Lahko pride do težav z iztekom hladilne tekočine, lahko pride do težav z voznimi lastnostmi vozila, z poškodbami na senzorjih, tako da vozilo definitivno lahko ostane na cesti. Ali obstajajo kakšni tehnični pripomočki, kako se spopasti s kunami? Na tržišču obstaja kar nekaj teh izdelkov, to so predvsem, bom rekel, neke vrste električne ograje za živali, ki dejansko kuno, če vstopi v vozilo, samo strese, dobi rahel električni šok in potem se ustraši, pobegne, je pa ne poškoduje. So te inštalacije drage? Razpon je tam nekje od, mislim, da 50 evrov plus montaža naprej. Za eno, bom rekel, zadevo, ki je pa kar dobro funkcionira, ki je tudi preverjena, pa zna biti tudi 500 evrov. Na kak način pa lahko zavarovanec pri vas uveljavlja nastalo škodo oziroma iz katere police se da to poplačati? Torej, v zavarovalnici Maribor se podobni škodni zahtevki, ki ti je pač škodo povzročajo glodalci, krijejo iz oblik polnega kaska. Kombinacije, delne kombinacije, ki jih tudi zavarovanci dobro poznajo, recimo kombinacija D je tista, ki krije nalet divjadi, domačih ali pa divjih, pa glodalce ne krije, torej tam so glodalci izključeni. V teh primerih gre namreč samo za nalet vozila na divjad, torej na srno, zajca, karkoli. Kune so zaščitene, kune spadajo v rod zveri, imajo zverinsko zobovje, tako da pokončajo lahko tudi bilo katero manj močno ali pa manj gibljivo mačko. Lahko jih lovimo na pasti, katere so dovoljene. Vsako drugo lovljenje oziroma kemično zatiranje je pa strogo prepovedano. Kune belice so divjad, imajo lovno dobo, v nekem določenem času jih je dovoljeno loviti in v naravnem okolju je to seveda v loviščih, v lovskih okoliših je to seveda praksa. Mesta pa niso lovišča, niso del okolja, ki danes celo lovci koncesijo plačujejo za njih. In to je zdaj problem, kaj narediti. Zdaj mi smo se odločili, da živali ne bomo strupli, kar je seveda prav. Streljali verjetno po mestih ne bomo. Kaj pa strokovnjak svetuje o lovu s pastmi? To bi šlo, sem čisto pravna praznina, kdo bo to delal. Lovci tega v bistvu ne smejo delati. Službe, ki skrbijo za deratizacijo, praviloma teh veščin ne obvladajo. Še mogoče je najbolj pametno, če se ljudje, ki imajo resne, velike težave s kunami, obrnejo na kakšnega strica, starega jagera, ki obvlada ali pa pozna koga, ki zna z pastmi loviti kune, pa tisto past nastavi.